Ja, lep pozdrav, no. Moje ime je Gašper Žuber, tudi jaz prihajam iz Inšpektorata za informacijsko družbo. Moja današnja predstavitev je pa orientirana nekoliko bolj na samo izvajanje testiranja. Se pravi, tukaj so navedeni vsi tipi inšpekcijskih nadzorov, ki jih izvajamo na področju ZDSMA-ja, torej poenostavljeno spremljanje, poglobljeno spremljanje pa spremljanje mobilnih aplikacij tudi poglobljeno v bistvu. No. Najprej, če se osredotočimo na poenostavljene preglede, če pogledamo same številke, 137 pregledov na leto oziroma 138, tukaj sem jaz naredil napako, ko sem pisal, 138 pregledov letno je upravljenih po poenostavljeni metodi za spremljanje spletišč. Te številke, no, vse, ki so določene, koliko pregledov mi opravimo, to niso številke, ki se jih je inšpektorat sam spomnil, ampak so natančno določene iz strani Evropske komisije z izvedbenim sklepom. Določene so na podlagi števila prebivalcev, pa se potem taka formula izračuna ven in dobimo ven točno številko, koliko pregledov je treba izvesti glede na posamezno metodo. Zdaj poenostavljeni pregledi, no, so načeloma bili predvideni, da se bojo izvajali, zdaj poudarjam na tem, da se bojo izvajali s pomočjo avtomatiziranih orodij oziroma povsem za uporabo avtomatiziranih orodij. Temu ni tako, no, v bistvu izvajajo se skoraj povsem ročno, s tem, da se s temi orodji samo zgolj pomagamo na začetku ali pa za določene točke standarda, no, oziroma te WCAG točke. Ampak bom še nekaj kasneje povedal od samih teh avtomatiziranih orodij, no. Ena pomembna stvar je, da se pri poenostavljenih pregledih pregleda samo domača stran, se pravi oziroma neka osnovna prva spletna stran spletišča in ne vsa spletišča, vse spletne strani spletišča. Pa tudi, ko izvajamo ta pregled, ko ugotovimo 3 različne nepravilnosti, se pravi, ne če zdaj najdemo 3 slike brez ustreznega nadomestnega besedila, ampak če najdemo 3 različne napake, ko najdemo 3 različne napake, pregled ustavimo. Zdaj, zakaj je temu tako? No? Ker poenostavljeno spremljanje načeloma namenjeno bolj, bo mogoče mogoče majhen čuden izpadel, no, ampak bolj v ozaveščanju. Tukaj ni namenjeno, da dosežemo neko popolno skladnost, ampak da mi v bistvu zavezanca opozorimo, glejte, tukaj imate napake in potem tudi na koncu, ko mi to zadevo zaključimo, v bistvu rečemo, da naj delajo na tem še naprej. Zdaj po potrebi se potem izvede tudi še poglobljen pregled, če ugotovimo, da s poenostavljenim nismo dosegali nekega cilja. Pregleda se pa pri vseh 3 pregledih tudi izjava o dostopnosti, kaj je že prej gospod Petrovič več o tem povedal. No. Pregled z uporabo metode poglobljenega spremljanja, vidite, da je številka bistveno manjša. To je tudi zaradi tega, ker ta pregled vzame tudi bistveno več časa. Tudi tukaj vidite, v bistvu 17 pregledov letno je mišljenih, mislim, se tudi izvedejo. No. Tukaj se pregleda tudi vseh 137 pogojev nivoja A in AA po WCAG-u, no, WCAG. Pregleda se pa ne popolnoma celotnega spletišča, ker z lahkoma spletiščema lahko tudi, zdaj se bom zmislil, lahko ima tudi 500 strani ali pa 1000 strani, ampak se pregleda nek širok nabor vsaj najbolj bistvenih strani. Potem pa še imamo, se pravi, poglobljene preglede mobilnih aplikacij. Tukaj se pregleda, se pravi, tudi vseh 162 pogojev. Potrudimo se, da se pregleda tudi celotna aplikacija. Pa tako kot v bistvu prej sem pozabil povedati, in pri poglobljenih pregledih in pri poglobljenih pregledih mobilnih aplikacij se nadzor izvaja v bistvu povsem ročno. Se pravi, res mogoče orodja pridejo prav samo, da preverimo, če je kontrast ustrezen, recimo. Zdaj pa nekaj, še to sem mogoče hotel prej povedati, no. Nekaj najbolj pogostih napak, no, jaz se najbolj ukvarjam ravno s temi poenostavljenimi pregledi, no. Neke najbolj pogoste napake, ki se srečujemo z njimi, so seveda pomanjkanje nekih alternativnih besedil oziroma nadomestnih besedil.
ali pa pomankanje, se pravi, da ni indikatorja fokusa tipkovnice. To je ena napaka, ki mene osebno najbolj nervira, ker tudi otežuje naše delo kot inšpektorja, ki jim moram pregledati stran in jaz to pregledam, kot sem rekel, tudi ročno, se pravi, da se tudi sam sprehodam s tipkovnico čez spletno stran in tudi sam ne vem, kje se nahajam. Tista napaka je res grozna. No. Pa tudi, kot je gospod Petrovič prej omenil, da opažamo, da je v bistvu velik manko na znanju podizvajalcev. Mi se pri izvajanju teh nadzorov res zelo potrudimo, no, da če ima zavezanec težave, jih tudi pokličemo, se pogovarjamo z njimi, kako bi oni to lahko popravili. Po potrebi se pogovorimo tudi s podizvajalci. Včasih glih toliko, da jim ne povem točno, kaj morajo popraviti, oziroma ne kaj točno morajo popraviti, ampak kaj točno morajo napisati, da bo stvar delala. Ampak hočem reči, da velikrat ugotovimo, da je ravno na strani podizvajalcev velikrat pomankanje znanja. Mogoče tukaj je ena čisto kratka anekdota. No. Enkrat smo se pogovarjali z enim podizvajalcem, smo jim pomagali, da bi popravili določene nepravilnosti. In smo mu hoteli pokazati, da jim ne dela indikator fokusa tipkovnice in kako bi to pravilno izgledali. Mi smo potem jim hoteli pokazati, smo jim rekli, pejte na stran portal go.si, pa tam probajte tab pritiskati, pa boste videli, kaj se lepo izriše, ki vam obkroša elemente. In po cirka dobre pol ure pregovarjanja, kaj je on trdil, da tudi na Go portalu to ne dela, smo ugotovili, da je gospod in to naj bi bil gospod, ki je bil programer, naj bi bil programer, no, kljub temu, da smo mu povedali, naj tab pritiska, je gospod pritiskal cel cajt space, preslenco. Ja. No, drugače pa, kar se tiče te uporabe avtomatiziranih orodij, jaz sem tukaj zdaj ločil, levo ideja, kaj pa potem realnost. Nekako zamišljanje je bilo tudi strani Evropske komisije na začetku, da bo ta avtomatizirana orodja sploh za poenostavljene preglede, da bo to izgledalo, bomo mi zalaufali ta orodje in nam bo vrgli ven popolnoma izpolnjeno poročilo v slovenščini oziroma v izbranem jeziku, ki bo v bistvu vso delo namesto nas opravili. In pa to bo seveda zelo zanesljivo. Realnost je pa zdaj taka, da te orodja so uporabna, zdaj govorimo, če govorimo o orodjih, ki so za pregledovanje celotnega spletišča, ne samo posameznih zadev, oziroma celotne spletne strani, ta orodja so bolj za občutek. Se pravi, da vidimo, ali smo že na prvo žogo vse zgrešili. Tiste zadeve se mogoče lahko preveri s temi orodji, karkoli gremo pa bolj v globino, pa takoj vidimo, da ta orodja niso dovolj. In posledično tudi ni avtomatskega kreiranja, mi moramo to ročno potem vse delati. In pa ugotavljamo tudi, da je zelo nizka stopnja zanesljivosti, imamo veliko false positive in false negative, se pravi lažnih pozitivnih rezultatov in lažnih negativnih rezultatov. Kaj zdaj s tem mislim? Recimo, da nam navedejo napako, ki v bistvu ne obstaja, kar je tudi moteče, sploh če bi mi to avtomatsko takoj poslali zavezancu, bi to zelo hecan izpadel, kaj mi očitamo, če to ni res. Druga pa še mogoče večji problem je pa seveda, da, kakor so že prej pred mano povedali, da mogoče 20% napak bomo najdeli, s tem pa še to sem bil verjetno radodaren. Zdaj, vseeno mi z določenimi orodji si pomagamo. Nekatere izmed njih sem tukaj navedel, to so Accessibility Insights for Web, DevTools, imamo orodje za prilagajanje velikosti besedila. To zato, ker pač OECAC v eni točki specificira, na kakšen način zdaj točen specifikacije si lahko sami pogledate. Kako moramo besedilo oblikovati, pa mora stran še vedno funkcionirati. In tukaj se recimo velikrat zadeve podrejo, ko mi samo povečamo razmak besedila, povečamo majčkeno tako besedilo, pa se zadeva popolnoma podre. Se začne tekst skoči izven okvirčka, kar pomeni, da izgubimo lahko kontrast na novem ozadju, se prekriva tekst med sabo in pa tako naprej. Po določena druga orodja sem še spodaj navedel, NVDA sem navedel kot bralnik, ki ga v bistvu na inšpektoratu uporabljamo za pač to ročno pregledovanje. Zdaj, glede NVDA smo slišali tudi že veliko pohval, pa tudi veliko kritik. Zdaj, prijazen do uporabnikov je predvsem z vidika, da je open source in posledično zastonj. Ima pa veliko pomanjkljivosti, na kar so nas tudi že opozorili. Mogoče bi si bo inšpektorat kdaj v prihodnosti lahko tudi zagotovil še kakšen plačljivi bralnik, ampak to ni čisto vse od nas odvisno.
da bomo lahko s tem tudi preverjali. Je pa res, da marsikateri od plačljivih bralnikov pa nima opcije v slovenskem jeziku. Zdaj jaz zelo občudujem pač osebe, slepe in slabovidne osebe, ki uporabljajo angleškega bralca za branje slovenske vsebine. Jaz ga zelo slabo razumem, zelo pa občudujem tistega, ki ga razumejo, in to še na 2-kratni ali pa 4-kratni hitrosti. So pa recimo, ne vem, ko sem bil na sestanku VADEX skupine, to je skupina ekspertov na področju dostopnosti na ravni Evropske unije, so recimo švedski kolegi v bistvu pa zelo se pohvalili NVDA, no, da v bistvu na švedskem je pa zelo popularno, tako da mogoče to lahko tudi vzamemo kot dobro. Zdaj, tukaj sem dodal še neko drsnico, kako tudi sami lahko preverimo, ali je naša spletna stran dostopna. To zdaj ne mislim v smislu, da bomo mi izvedeli nek poglobljen pregled, bomo točno vedeli 100%, je zdaj ta zadeva v redu ali ne, ampak samo to, da dobimo nek občutek. No. Zdaj, kakor sem že prej omenil, lahko pač uporabimo Wave ali pa XDevTools ali pa nekaj podobnega, pa bomo na hitro vsaj dobili nek občutek, a smo čisto zgrešili pri postavitvi spletne strani. Boljš je mogoče, da tudi sami se sprehodimo čez, naprimer s tipkovnico, da sami probamo vse obrazce, če dajejo ustrezne feedbacke, če pa tako naprej. In pa da uporabimo tudi bralnik zaslona, da tudi sami slišimo, kaj slišijo recimo slepi, slabovidni, ko uporabijo bralnik zaslona. Pa takoj seveda, če gremo ročno čez, bomo videli, če je indikator fokusa tipkovnice, ker če ga ni, ne bomo vedeli, kje smo. Za boljšo dostopnost je potrebno upoštevati mislim, da dosežemo boljšo dostopnost, je potrebno dostopnost upoštevati že pri načrtovanju, kakor so pred mano tudi že velikrat opozorili. No. Pa seveda tudi poznati področje. Zdaj, inšpektorat izvaja tudi neko predstavitev najpogostejših napak, tako da če bi želeli slišati kaj več od samega področja in pa potem tudi več od najpogostejših napak, ki se pojavljajo, mislim, da 22. aprila zdaj tudi prihaja, no, tako da se lahko prijavite. Tam povemo mečkam bolj v podrobnosti, jaz predstavljam najprej nekaj, oziroma gospod Petrovič najprej da nek oris, potem pa s kolegom predstavlja najprej nekaj najpogostejših napak v smislu nekaj enostavnih in pa tudi nekaj bolj kompleksnih, ki je mogoče res samo za nekega web developerja bolj primerno. Tukaj ne bom zgubljal nekaj besed, no, tukaj sem samo navedel še te smernice WCAG. Mogoče, kar je bilo prej že veliko tega povedano, jaz bi samo poudaril, da tukaj na tej strani je tudi ta understanding pa how to meet področje, ki če ga izberemo, nam v bistvu kar precej natančno v Sufficient Techniques razloži, kako eno zadevo popraviti. No. In res v bistvu, problem je, no, zdaj je vse v angleščini, ampak večina, ki pač postavlja načeloma, nimajo problemov s tem. Zdaj, jaz bi sicer želel, da bi bilo mogoče še v slovenščini, ampak mislim, pri teh zadevah je to malo težje včasih. Ampak zelo dobro je v bistvu tisto poglavje, ker tam v bistvu dobimo točno navodila step by step skoraj, da kako določeno zadevo popraviti, ki nam ne leži, oziroma ki smo jo prej naredili narobe. To je v bistvu z moje strani vse. Zdaj, mislim, da je bilo prej rečeno, da bomo potem še vprašanja kaj na koncu. Ja, v redu, če imamo čas, če bi kdo kaj vprašal, kamot. Jaz sem bil vprašanje, podoškrabo, več je bilo omenjeno, da ne obstajajo, da je premalo podjetij, ki znajo izvajati dostopne oblike spletišč in tako naprej. Zdaj me zanima za stališče naročnikov, obstaja kakšen portal, kjer pa so navedena ta podjetja oziroma obratno podjetja, ki so sposobljene za te stvari, se lahko nekam javijo, pa lahko dvignejo, imamo to, kar organiziramo v Sloveniji. Tega žal Bi bilo pa dobro. Drugo vprašanje, če malo provokativno, ampak glede na to, da Apple ne podpira slovenščine, dobro, mislim, nije. A od junija 2025 ne bomo smeli več uvažati oziroma ne bodo smeli več prodajati Applovih naprav? Ravno prejšnji teden je bil članek na to temo, vezan na spremembo zakona o javni rabi slovenščine, ki bo zahtevala tudi slovenščino v operacijskih sistemih, in če se bojo odločili, da se ne bojo držali tega zakona, potem se slej ka prej ne bo dalo uvažati tudi teh naprav.
Ker je to res moteče, moram priznati. Ja. Jaz moram biti, da se Recimo, uporablja. slepi uporabniki Applovih naprav v tem trenutku uporabljajo razne češke, ruske in pa podobne sinteze, zato da, ker to lepše bere slovenščino kot angleščina ali pa nemščina ali pa karkoli drugega. Ampak ja, so diskriminirani ponovno v še drugi obliki. No, sej, mogoče jaz dodam še nekaj na temo, ne, ker testiramo, kot sem prej omenil, tudi mobilne aplikacije. Ne. Testiramo jih, vsaka aplikacija, recimo zdaj, ko so bili preomenjeni davki, ne, če bi mi testirali davke, bi jih testirali na vseh platformah, ne, oziroma vsaj na 2, ponavadi. No. Se pravi, skoraj zmeraj vzamemo Android, pa potem recimo še navaden iOS ali pa iOS za tablico, no, to, kar se majhen razlikuje. In tudi tam, no, ko izvajamo ta pregled na Applih, ne, na Applovih napravah, je to tudi že za nas, ne, pa jaz vidim, kaj je na zaslonu, je to grozno moteč, ker ga zelo težko razumem, tistega bralnika. Mi smo isto, kakor si omenil, ne, smo poskušali ga nastavljati v ruščino, v bistvu kolega, ki to izvaja, je ugotovo, da njemu se najlepše sliši, če je v nemščini bralnik nastavljen. Trd jezik. Še kakšno vprašanje mogoče? Kar? Mogoče malo pesimistična, ampak glede na to, da ste rekli, da ko izvajate nadzor, da pač ne kaznujete pač oseb, ki imajo spletne strani in podobno, ne? Kako dejansko pričakujete, da bojo podjetja manjša, večja, vložila denar zato, da bojo stran, recimo spletno trgovino, ki znajo biti ogromne in terja ogromno enega dela, še posebej, če ne delaš od začetka, ne, da bojo vložile par tisoč ali več evrov zato, da bo stran dostopna. Če dejansko ne bojo finančno odgovarjali, kar na žalost je to edini razlog, zakaj se ljudje odločamo, da bomo nekaj spremenili, ker bomo pač finančno odgovarjali. Ne? Ja. Zdaj, res je, da na velikih področjih v bistvu samo kazen ali pa da rečemo globa, kako vedno je, kako stimulira ljudi ali zavezance, da se premaknejo v smeri. Ne? Ampak zdaj, tudi če mi kaznujemo, se nima kam premakniti, ker ni ljudi, ki bi jim uskladili spletišča. Pravilna pot bi bila, da v resnici podjetja zaznajo poslovno priložnost in da podjetja se nekako s svojim znanjem upgradejo do te mere, da bodo lahko izdelali oziroma uskladili spletišča, ki ga delajo za zavezance. Potem pa, ko bo neka masa podjetij narejena, potem bomo mi zlahka, če ne bomo videli, da se noben ne premakne naprej. Razumem vaše pomisleke, da je treba denar na zalogo, ne? Ampak v resnici zdaj lahko kaznujemo, ampak oni ne bojo mogli tega narediti, če ni nikogar, ki bi to naredil. Imamo par podjetij, kot je gospod Tilan prej povedal, na ki lahko preštemo na prste ene roke. Zavezancev imamo pa 3000. Še to ste rekli, da je tako malo vse skupaj, ko pride do členov, ki to kaznujete, ne? Da je vse malo fluidno oziroma pride do težav, ne? A niste to omenili? Nekdo je zavezan. No, ja. Aha, 3000 je fiksno, pol ostalo pa... No, mislim, fiksno, ne? Vsi bi oni radi, da niso. Saj ta tretji steber, imamo 3 stebre, ne? Državne organe lokalnih skupnosti, pa so pa zavezanci za javno naročanje s ti pogoji, ki smo jih prej povedali, ne? In seveda ta tretji steber je težaven, ker se vsi izločajo iz njega, ne? Je pa največji, ne? Zdaj mogoče še, če bi gospodu z fakultete govoril na to vprašanje, ki ga je prej postavil glede tega, da bi sestavili seznam podjetij, ki so usposobljeni, ne? V bistvu ne gre kar tako, ne? Ker kdo bi ta seznam sestavil? Kdo je zdaj dovolj usposobljen za sestaviti ta seznam, je prvo vprašanje, ne? Zdaj to gre v bistvu tako nekako, da krovna organizacija, ki bdi nad akreditacijskimi organi v Evropski uniji, da pobudo in potem praviloma en zakon to ureja, nadol
da informacijo akreditacijskim organom posameznih držav članic in potem one akreditirajo organe za ugotavljanje skladnosti, ki so zainteresirane za to delo. To so recimo Bureau Veritas, potem je inštitut za ESICU, mogoče se kakšni, recimo Taylor Cox, več jih je takih organov za ugotavljanje skladnosti in potem, ko dobijo akreditacijo z recimo strani slovenske akreditacije, potem so oni usposobljeni, da izdajo certifikate podjetjem, ali pa, ki so pač pri njih opravili ta testiranja. Tako bi to izgledali. In potem, ko oni dobijo certifikate, jih lahko recimo ministrstvo da na seznam zaupanja vrednih podjetij, ki so usposobljena za tovrstno preverjanje skladnosti. Čeprav razumem, bi mi morali sploh vzpostaviti sistem, se pravi, ESICU mora najprej sploh biti sposoben dajati certifikate, da bodo podjetja lahko pridobivala To certifikate. mora biti v resnici akreditiran strani slovenske akreditacije, ta pa v bistvu vodena s krovne organizacije akreditacije strani Evropske unije, to je EAL. In tukaj se zaenkrat še ni premaknili. Ne, se v bistvu nekako nobene pobude z te strani ni bilo. Okay. Bi bila pa to ta prava. Ja, se strinjam. Mogoče bi še jaz nekaj na to temo. Mi smo par let nazaj, v roku enega leta, prilagodili, se pravi 7 spletišč, od tega so bila določena obstoječa, pa smo jih prilagodili, določena so bila pa v bistvu novo razvita. Zdaj, pri tem smo sodelovali z, mislim, da 6 različnimi podjetji, ki so to delala. Moram reči, da nismo imeli teh težav, pa čeprav so vsa ta podjetja prvič se srečala z dostopnostjo, ampak oni so se prijavili na razpis, kjer je bilo to zahtevano, sami so ocenili, koliko jih bo to stalo, kaj morajo narediti, sami so podpisali potem pogodbo naročilnico karkoli in se niso zgovarjali na to, da ne znajo, da ne morejo, ampak so prebrali, so poiskali informacije. Res pa je, da recimo pri pravilniku zaslona vse jim ni bilo jasno tudi iz tehničnih podatkov, ampak tam smo se pa skupaj posedli, sem jaz pokazal, kako dela bralnik, kaj je bralnik, kako jaz vidim stvari in so zelo hitro dojeli v bistvu programerji, kaj morajo narediti, kako morajo narediti, da je stvar dostopna in potem, ne vem, ko so nekaj naredili, so mi poslali, sem jaz preveril, gotovo povedal, če je v redu, če ni. Tako da v bistvu so stvari zelo hitro potekale, programerji so se s tem prvič srečali in mislim, da tukaj ta izgovor meni ne drži vode. No, zavezanci bi mogli v razpisu zahtevati reference, bi mogli točkovati razpis tako, da bi dostopnost bila bolj poudarjena, ampak dokler ne bojo kaznovani, če to ne naredijo, se do tega ne bo prišlo. Tako da jaz mislim, da par vzgojnih, pa nevisokih kazni bi bilo treba dati, da bi potem ostali začeli to bolj resno imati. Ker ljudje se prijavijo na razpise, se prijavijo zato, ker to hočejo narediti in se naučijo, če hočejo. To so naše izkušnje. Strinjam s tem, da je treba ozaveščati tudi javno upravo, da se ona zaveda, kako da povpraševanje, ki mora biti spletna stran aplikacije ali kakorkoli javno dostopna, ker dostikrat ni tako. Da se potem na koncu, ko dobijo pač prijavo ali pa neko oceno o nedostopnosti, vidijo, da prihaja do odstopanj. Tako da tudi javna uprava se mora zavedati, je treba ozaveščati javno upravo, da naročajo pač storitve pri takih izvajalcih, ki bojo stale za tem, da pripravijo univerzalno dostopnost. Mogoče jaz bi nekaj dodal temu kaznovanje, ne kaznovanje pa ozadje vsega tega. Ne. Če bi Slovenija od takrat, ko je zakon o javnem naročanju začel določati, da bi mogla vsa javna naročila vsebovati tehnične specifikacije, ki bi zahtevale dostopne rešitve, če bi se od takrat naprej do danes držali tega člena zakona, bi skoraj vsaj večja podjetja v Sloveniji dostopnost imela zdaj v mezincu. Ampak tega nihče ne preverja. Takih tehničnih specifikacij ni nihče pripravil. Tisti, ki so jih, prej sem omenil železnice, niso preverjali rezultatov. To je brezzobi tiger. In zaradi tega je treba kazni na tak ali pa drugačen način dodati. Mogoče ne bodo v javnem sektorju, ampak če mi gledamo, da nek davčni inšpektorat nima nobene težave dati kazni nekomu, ki ima v denarnici par evrov preveč,
Potem tudi nek tržni inšpektorat, mislim, da ne bo imel nobene težave dati kazni pri nedostopnih spletnih straneh. Mislim, da se bo pri zasebnem sektorju gledalo zelo drugače, kot se gleda v javnem sektorju. In to bo spodbuda tudi za tiste izvajalce, ki zdaj zadeve delajo z levo roko. Antun je povedal drugačne primere, je pač povedal primere, ko so se izvajalci obrnili na profesionalce, dobili pomoč in skupaj z nekom, ki obvlada, najdeli rešitve. Tisti, ki pa si mislijo, tako kot sem jaz prej omenil, ne poznamo, pa bomo pač nekaj naredili, to je pa druga zgodba. In takih ni malo. Tukaj je še dodal eno pomembno zadevo, ne. To vse, kar se mi sedaj sprašujemo vso v Evropi. In ravno iz tega razloga so tudi ustanovili Evropski center virov dostopnosti, ki bi naj ravno pomagal pri tem. Mi bi naj ponujali dokumentacijo, mi bi naj ponujali informacije, mi bi naj ponujali izobraževanje, usposabljanje, informiranje, osveščanje. In to je 4-letni projekt. Mi smo začeli lani s tem. To se pravi, da smo zdaj v 2. letu. Tudi naslednje leto bo kritično leto. Zaradi tega, ker se bo začel uveljavljati zakon o dostopnosti proizvodov in storitev, ki zajema tudi zasebni sektor, ne samo javni sektor. To pomeni, da bo še precej dela tukaj. In smo že malo, če takole gledam, v zamudi. Vseeno pa lahko povem, da smo mi v Sloveniji lahko ponosni na to, da imamo takšne strokovnjake in da imamo takšno izobraževanje, kot jih imamo sedaj. Ne imamo samo ta izobraževanja, ki jih mi nudimo. Imamo tudi akademijo, ne? Pravna akademija. Ja. Potem imamo še tudi druge izobraževanja. Torej, na tem področju veliko delamo. Sedaj smo se odločili, da bomo začeli tudi na univerzah. Torej, študente bomo začeli osveščati. In sodelujemo tudi s profesorji. Teoš Pogačnik je že tukaj, ne, iz fakultete za elektrotehniko, ki poznate zadeve in že dela s študenti. Tudi fakulteta za računalništvo informatiko se aktivno vključuje v to. Tako da zadeve tečejo. Vemo, da bi najrajši bi videli, da bi bilo vse to že včeraj. Ampak delamo korak po koraku. Hvala. Jaz bi samo še dodal, no, da recimo, ko sem bil nazadnje na tem sestanku te Vadek skupine, ki sem prej že omenil, ne, smo se pogovarjali s kolegi iz drugih evropskih držav, kako pri njih poteka nadzor ali pa oziroma nasplošno implementacija ZDSMA-ja oziroma dostopnosti nasploh. No. In mislim, da z izjemo Švedske, pa mogoče, če je še kakšna država, se upravičujem, no, ampak tam sem jaz v bistvu samo za Švedsko zvedel, da je že izdala neke kazni. No. S tem, da moram poudariti, da mnogo držav sploh nima to zasnovan tako, kot imamo mi, recimo, ne, kot inšpekcijo, se pravi direktni nadzorni organ, ne, ampak imajo to mišljeno bolj kot ne vem, primer, mislim, da sem se z nizozemskim kolegom pogovarjal, oni imajo to urejeno na način, da so oni samo kot nek krovni organ, ki shranjuje vse izjave o dostopnosti in potem zavezanci sami sebe pregledujejo, pa njim poročajo. Ne. Tako da v bistvu tukaj smo mi že kar strogo zastavili, no, če tako pogledate, ne, da se v bistvu izvajajo te. Ne. In kadarkoli, kljub temu, da načeloma se držimo še politike, kot jo je gospod Petrovič prej omenil, da se do zdaj kazni še nismo izdali, ne, se to, mislim, če bi se res nekaj takega naredilo, še zmeri lahko. Ne. Ampak hotel sem pa še povedati, ne, da pa marsikdaj se pa naredi, ne, da tudi ni nekega denarja pri zavezancih, ne, sploh če gre za neke manjše zavode, manjše organizacije, ne dobijo nekega denarja od države, da bi oni lahko se s tem ukvarjali. Oni imajo recimo spletno stran iz 2005 ali pa iz 2010, mogoče nekaj tazga, se pravi 15 let staro spletno stran, ki je pač v slabem stanju. Zdaj mi naredimo pri njih nadzor, se potrudimo, da bojo čim več popravili, ampak včasih, ne, če bi mi prestrogo nastopali, bomo vse, kar bomo dosegali, da oni odstranijo še tisto, kar imajo. In to pa zdaj ni
v bistvu, ja, se strinjam, ne, da mogoče včasih je nič bolj kot zelo slabo dostopno, a ne, ampak po drugi strani pa potem ni za nobenega. A ne. Prej je bilo vsaj za majčken delež, zdaj ni pa za nikogar. Ne. Tako mislim, da nekaj načeloma nismo glih naklonjeni k temu, da nismo ravno naklonjeni na inšpektoratu, da bi se vsebine kar odstranjevale, ne. Ampak da se stvari popravijo, da se v zavest zavezanca, da se v zavest podizvajalce, pa da se stvari popravijo, pa grejo na boljše, ne da se stvari umaknejo. Ne. Vprašanje strani publike preko Zooma. Ali obstajajo kakršnakoli javna dostopna orodja, ki bi ga bilo mogoče spustiti čez spletišča? In bi ti dali neko poročilo o skladnosti z dostopnostjo? To bo zdaj Bogdan v svojem delu predstavil. Odlično. Tako da zdaj nadaljujemo točno s tem, s testiranjem. Upravičujem, Gaspar, če sem te prekinil, če si hotel ti povedati, ampak da se ne bo podvajalo. O vtičnikih bomo pa še v nadaljevanju govorili.